To je bil cilj, da se izognemo eni tekmi. To nam je uspelo. Tekma ni bila perfektna, ampak tudi ni bila na polno. Ostalo je še nekaj moči za finale in jaz upam, da bomo to pokazali in res pokazali tisto, za kar smo trenirali in kako smo pripravljeni. Prvi del je bil boljši, glede na to, vsaj na oko, ko smo gledali, preostali čovni so bili kar krepko za vama. Ja, po polovici smo videli, da smo kar dosti od spredaj in potem smo malo spustili tempo, takrat se je začelo malo vse skupaj razpadati, ampak v finalu te možnosti ne bomo imeli in bomo mogli od začetka do konca iti na polno, tako da mislim, da tudi teh napak, ki so bile pol v drugih 250 metrih, ne bo. Je pa najbrž fino, z dobrim občutkom iti spat, počakati na soboto, glede na to, kar sta prikazali danes. Ja, to je sigurno en plus, še posebej na konkurenco. Verjetno bo Remke tiste, s katerimi se bomo borili za tisto eno mesto na stopničkah in mene jutri sicer še čakajo kvalifikacije na 200 metrov, ampak te niso tako pomembne, ker se nobena ne uvrsti direktno v finale. In v bistvu do nedeljskega nastopa imamo kar dosti časa za se spočiti in pripraviti čim boljše. Špela, glede na to, kar ste že omenili, jutri vas čaka nastop na najkrajši razdalji. Boste danes še enkrat sedli v čoln, prost dan, prosto popoldne ali ne? Zdaj sem šla na malo daljše razveslavanje v enojcu, tako da bom popoldne se odločila, glede na to, kako se bom počutila, ali bom prišla še enkrat ali pa samo jutri na tekmo.